Robi Star Solar ima še zmeraj brisačko, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Luki Dončiću žal ni uspelo v prvem poskusu osvojiti naslova v ligi NBA. Čestitke Bostonu, ki ima tudi pri nas veliko navijačev. Zmagalo je boljše moštvo, Luka pa je napovedal, da se bo vrnil. Verjamemo. Sedaj pa se lotimo 143. oddaje pravlične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali antijanšisti ali šovinisti. Zakaj so lahko antijanšisti mirno šovinisti? Andraž Zorko, analitik družbe Valicon in prerokovalec volilnih rezultatov, je svojo povsem zgrešeno napoved nedeljskih evropskih volitev pospremil seksistično žaljivko zoper eno prvih zvezd teh volitev, najmlajšo slovensko evroposlanko Zalo Tomašič. Zakaj so antijanšisti lahko mirno tudi šovinisti, nam bosta povedali naša posebna gostja, podcasterka Zala Klopčič in naša stalna komentatorica Norma Marija Brščič. Zala, Norma, dobrodošli v Faktorju. Zala, če midva začneva, ti si imela neko tako podobno neprijetno izkušnjo tej izkušnji Zale Tomašič, ampak z Janom Vajglom, to je sicer sin pač nekdanjega poslanca, zunanjega ministra, evroposlanca in tako naprej, Iva Vajgla, ki je tudi neke vrste politični aktivist, vemo, zdaj v zadnjem času se je proslavil v narekovajih zasedbo pač Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani in tako naprej, Ampak se je tudi spravil nate v smislu, da pač ti ne bi smela javno izražati svojega mnenja, da ti je razlagal, kako ti moraš se počutiti kot ženska in tako naprej. Pa me zdaj zanima, Zala, ko se ti take stvari dogajajo, a ti kaj razmišljaš o tem, a bi se še javno izpostavila, bi še bila družbeno aktivna, te to dodatno motivira, te to kaj pač bi rekel plaši, kako ti gledaš na te stvari? V bistvu, da bi me preplašil niti najmanj, če že je prav nasprotno in me spodbudi. Sploh potem, kakšen odziv je bil po tistem videu, ko ga je ne vem kdo sicer izrezal in ga potem dal na Twitter. Potem, kaj se je pač zgodil, ker sem ga pač razkrinkala, kdo je, ker je bila njegova misija očitno takrat pod nekim, mislim tako, pod krinko pridete v ta stream in če ste slučajno opazili, je on, preden sem jaz razkrila njegovo identiteto, je on preklinil in bil tam nespoštljiv in pozval gostitelja, da pač vrže ven iz pogovora magistra Branka Grimsa. Mislim, da je rekel, fukn ga ven iz javnega diskurza. Točno tako, nisem hotela glih toliko biti nazorna. Zato sem jaz tu, ti kar nadaljujem. No, in potem, ker sem ga pa razkrinkala, ker meni je potem nekaj ljudi kar napisali na SMS, da je to on, pa že sama sem ga prepoznala, ker ima to zelo specifičen govor. In potem je pa kar naenkrat se prelevil v največjega olikanca in začel govoriti popolnoma slovnično in tako da Ampak ne, take stvari me niti malo ne ustavijo. V bistvu me spodbudijo zaradi tega, ker sem dobila ogromno pozitivnih odzivov, da je treba pač tem FDV-jevcem pač povedati, kaj jim gre. Preden povabimo še Normo v debato, predlagam, da zdaj mi vsi skupaj pogledamo oziroma poslušamo ta posnetek, če mogoče kateri od naših gledalk in gledalcev še ni slišal tega. Poglejmo. Prostor javnega diskurza. Zdaj pa Pero, jaz te še enkrat pozivam, Branka Grimsa fukni ven iz tega pogovora. On nima tukaj kaj početi. Pač ti trenutno dopuščaš dvema osebama iz SDS-a, da v bistvu vzdržujeta partijsko linijo. Jan Vajgl, zakaj se mora pokažeš svojega obraza? Vsi vemo, da si ti, dobila sem že 3 SMS-e zdaj vmes, samo pokažeš se, vsi vemo, da si ti. Povej, kakšno je življenje, če si cel življenje privilegiran od svojega fotra. Pač je fajn, ti ne moreš meni govoriti, kako je, če si ženska, da si vi, jaz sem tukaj ženska, jaz lahko povem, kako se jaz počutam, ne pa vi, nobeden od vas. A ti zagovarjaš vse če bi me poslušal, bi prej poslušal, da sem jaz tudi govorila o tem, kar si ti zdajle. Da sem jaz bi rada tudi takole hodila ven in se počutila varno. Ampak nažalost se ne, in moje sošolke se ne, tako da ne mi ti en FDV-jevc, sorry, ne mi govori. Jaz imam tukaj, ti si farmacevtka, kaj miš ti v politiki? Ti si prišla noter, da mečeš ven. Sam pokaži se na kamero. Zakaj ne? Jan Vajgl, vsi vemo, da si to ti. It's fine, jaz sem tukaj za obrazom, mene vsi poznajo, mene ni strah, če mi rečejo, da sem skrajna. Daj pokaži se, come on, stari. Pač peti svoje cone obdobja, come on.
Evo, Norma, zdaj ne vem, kaj si misliš, ampak ti si imela tudi podobne izkušnje, ne? Ko si začela postajati družbeno aktivna, ko si javno izražala svoja mnenja, najprej na začetku pri nekih referendumskih vprašanjih, ne? Si bila deležna tudi marsikaterih žaljivih odzivov, groženj in tako naprej. Spomnim se, da te enkrat zdajšnji poslanec, ne? Če to ni ironija Socialnih demokratov, ne? Jonas Žnidaršič povabil v neko svojo oddajo, kjer je tudi, bi rekel, probo na nekaj s tabo obračunati, ampak tako kot smo zdaj zalo videli, si tudi ti, bi rekel, ohranila po eni strani mirne živce, po drugi strani pa si obranila domač teren, če se zdaj malo športno izrazim. Kako pa ti gledaš na vse to? Jaz mislim, da je v bistvu tako zdaj, sploh odkar sem postala mama, še malo drugače gledam na te stvari, ampak recimo, če se spomnim čisto takrat, ko sem bila, spravi v zgodnjih 20 letih, me je to, pač takih stvari nisem bila vajena. Sploh nasilja, sploh te dvoličnosti njihove, kako so oni tolerantni, kako so oni inkluzivni, kako oni vse sprejemajo, kako jih je sama ljubezen, vse je ljubezen. Potem pa, če se pri eni stvari z njimi ne strinjaš, ti pa želijo, da te posilijo, da te pretepejo, da te umorijo, pač vse najhujše in tako. Mislim, ne vem, kako vsem ljudem, ki to gledajo, ker pač te skrajneži, recimo v tistem primeru, recimo 2015, te neki LGBT in ostalih črk abecede, ljudje, pripadniki teh abecednih društev, pač kako ne sprevidijo te njihove dvoličnosti, da si oni prizadevajo za neke zelo visoko zveneče cilje, potem pa tako grdo z ljudmi, ki se pač samo z njimi ne strinjamo, obračunavajo, ne. Jaz sem se takrat je bilo kar hudo, sploh potem, ko smo imeli še na sodišču zaslišanje. Meni se je takrat čisto občutek varnosti se mi je čisto podaril. Sem se takrat potem tudi odselila od doma, tako da ne morem reči, da sem jo odnesla čisto brez posledic, ampak spet ni bilo samo po sebi toliko travmatično to, da mi je nekdo rekel, da me hoče ubiti, kot pa potem tista procedura na sodišču, kar je mogoče malo drugačna tema, kot to, kar imamo danes. Ampak na splošno sem pa tako, vidim to dvoličnost, kako v bistvu ti, bom rekla, kar levičarji, no, ker vse to, kar je tema diskurza, se nekako na neko levo pa desno, sicer ni čisto 100%, ne vem, sploh pri kakšnih teh etičnih zadevah mogoče malo manj, ampak načeloma, ne vem, LGBT ali pa migracije, pa te teme so pa pri nas zelo tako politično razdeljene in pri teh temah se mi zdi sploh ta levi nazori, tudi na družbenih omrežjih imajo tak občutek, da njih je kar 90% in da nas lahko kar ven vržejo in nas ne upoštevajo in nas v bistvu diskreditirajo pač vsakega kot človeka posebej, brez da bi v bistvu bili sposobni sploh kakršnekoli racionalne diskusije, ki bi temeljile na argumentih, kar sem jaz v bistvu že takrat začela pogrešati. Moram pa reči, da v bistvu vseh teh dram, zdaj odkar sem pač se bolj preusmerila v podjetništvo in materinstvo, niti toliko ne pogrešam. Sem pa ponosna in me pa veseli, da v bistvu je tle ena nova serija tudi žensk, ki se ne bojimo povedati, kar si mislimo, ker v bistvu je pač za nas, recimo jaz sem čisto en primer, recimo prejšnji teden sva šla s sinkom z vlakom obiskat mojo mami in sva na postajališču Dolgi most se pač stala, je čakala na vlak in tam zraven naju je bilo 10 črncev in ta občutek, jaz ne vem, če ga kakšen moški lahko razume, kako se jaz kot ženska počutam in sicer ne vem, če kaj je bila tema zala to, kar ste razglabljali, ampak jaz, ko si to rekla, ne, ti ne veš, kako se jaz počutim kot ženska, evo točno to, ne. Zato smo ženske tukaj, da povemo kako se počutimo in tega noben nas ne more niti vedeti, niti potem posledično tudi povedati. In se mi zdi prav, da se nas sliši, ker nas je le polovica prebivalstva smo ženske in je absolutno logično in normalno in pravilno, da imamo tudi mi svoj glas in da lahko povemo, kaj se nam dogaja. Ja, absolutno. Zala, povej, kako se počuti. Mislim, tukaj si bom drznila še malo komentirati to Normino izjavo. Ja, seveda, izvoli, ja. Pač tukaj vse ne smemo bili posploševati, saj Slovenija zdaj prihaja zelo veliko tujcev, ampak treba je tukaj povedati, ker nas tako označujejo za skrajne, mi smo samo proti ilegalnim migracijam, tukaj ni tako kakšnih predsodkov na podlagi barve kože, sploh ne. Vendar pa, ker je tak porast teh
ilegalnih migrantov, priseljencev, ki so nastanjeni tam v bližini Dolgega mosta. Ne. To pa zna biti precej neprijetno, če se znajdeš kot ženska sama, obkrožena z več temi moškimi, ker seveda so večinoma, v 99% samo moški. Zna biti neprijetno in jaz dobivam ogromno takih tudi sporočil na moja socialna omrežja, mi punce pišejo, da jim je neprijetno. Tako da se zelo lahko poistovetim s tem. Ja, ok, pa kako se pa ti recimo počutiš? Zdaj pustimo, kako se Norma počuti, je povedala, kako se te tvoje kolegice ali pa ki ti pišejo počutijo, kako se pa ti počutiš recimo? Mislim, jaz ne bom se zdaj delala tukaj neke žrtve, ker jaz se takim situacijam neprijetnih izognem. Jaz recimo nisem šla, po noč ven v Ljubljano že odkar sem bila v srednji šoli, ker se pač enostavno rajši izognem takim situacijam, sploh zdaj, ko je tak porast vsega tega. Ampak recimo mi je pa ful neprijetno, če grem zjutraj na avtobus in so tam pač skupina teh pač mladih moških, v najboljših letih in buljev, dekleta buljev tudi vame, pač iskreno. Ne vem, a ne smem povedati, da mi je neprijetno, ker kar jaz delam na socialnih omrežjih, je odziv zelo mešan. Ene punce me zelo podpirajo, eni ljudje se totalno strinjajo z mano, ampak ni pa odziv strani vseh toliko dober, in me hoče tudi označiti za skrajno zaradi tega, ker enostavno samo pač povem, da se mi to ne zdi normalno, iskreno. Ampak neprijetno se počutiš pomeni, da se bojiš, na nek način. Ja, mislim, bojim. Jaz vem, da če bi se slučajno zgodila kakšna situacija, da bi karkoli hoteli mojo varnost, mojo nedotakljivost ogroziti, vem, da ne bi imela šansa. Jaz sem videla, recimo na Twitterju sem zadnjič videla posnetek, kako se je netreniran moški spopadel s trenirano žensko in ni imela šans, pa je bila natrenirana, on sploh ni vedel, kaj dela, pa jo je na koncu premagal, sta se nek tak fizičen spopad imela in kaj šele, če je njih več. Jaz pa sem tudi nenatrenirana ženska, sem trenirala borilne veščine, pa vse sam. To ni, dovolj. Ok. Predlagam, da si zdaj vzamemo krajši primer punci, ampak ne nam iti gledalke, gledalci se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, zakaj so antijanšisti mirno lahko tudi šovinisti. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno naša posebna gostja, podcasterka Zala Tomašič in pa naša stalna komentatorica Norma Marija Brščič. Pogovarjamo pa se o tem, zakaj so antijanšisti lahko mirno hkrati tudi šovinisti. Zdaj, Norma, to nekaj je recimo pač to, kar smo komentirali v prvem delu oddaje, kar se je dogajalo tebi, kar se je dogajalo Zali Klopčič, tu z nama prisotni in tako naprej, ampak zdaj pa, če pogledamo, vendarle Zala Tomašič je bila pa izvoljena za evroposlanko, in nje se je lotil pač Andraž Zorko, ki je analitik družbe Valicon, oni delajo pač te volilne napovedi in potem on tudi za kakšne te dominantne medije pač komentira te volilne rezultate in tako naprej. Mislim, da je celo neke vrste hišni analitik Slovenske tiskovne agencije, In bomo videli tudi na ekranu, Zorko je pač nekako, bi rekel, komentiral to izvolitev Zale Tomašič z besedami, da je pač ona bila izvoljena, ker je perfect match za mlade desne moške. Pa me zdaj zanima na prvo žogo, Norma, kako ti to razumeš, to Zorkovo izjavo, da je Zala Tomašič perfect match za mlade desne moške? Ja, mislim, da to v bistvu nakazuje na neko spolno zainteresiranost, kar se mi zdi zelo nekorektno, ker pač ni zaradi tega ona niti kandidirala, niti ni bila zaradi tega izvoljena. Vsaj kot jaz poznam SDS bazo, to ni neka stranka mladih moških. Mislim, na splošno politika je, če gledaš, kdo se najbolj udeležuje volitev, to niso mladi. Je pa to pač šovinizem, tako kot je danes tema, Če nisi janšist, potem lahko zineš kaj tazga in nič se ti ne bo zgodilo, ne boš ostal brez službe, ne boš, noben te ne bo, kakšen se bo sicer malo zgražal, ampak to je pa to, ker pač to je naš človek, našist, bi se reklo, tako da je tak diskurs v bistvu z leve strani čisto dovoljen, ampak sej tega smo že vajeni, ker je
to se že, ko sem razmišljala o vseh izjavah, od klerofašističnih do Makarovičeve, pas in tako naprej. Mislim, nihče ni bil deležen nobenih posledic, pa so nas zelo žalili, to je kristjanofobija, to je sovražni govor in tako naprej, ampak pač, ker je v bistvu mainstream mediji so v njihovi lasti, v lasti somišljenikov, tudi tega Zorkota, pač je to si lahko dovolijo, kar si želijo, brez posledic. Zdaj, Zala, Andraž Zorko je potem šel še naprej, ne? Vse tiste, ki smo kritizirali to njegovo izjavo, je pozval, naj mu ga pofafamo, ne? To je dobesedni navedek, se upravičujem vama, pa pač gledalkam in gledalcem, oziroma naj si ga pofafamo sami. Zdaj, to tudi verjetno ni prijetno, ne? Če potem na tak način neka taka javna oseba odreagira. K čemu ti pripisuješ te silne frustracije, oziroma te bom tako drugače vprašal, ne? Zdaj, zakaj je, bi rekel, ta falanga antijanšizma tako alergična na te jaz vas imenujem kar poker, ne, 4 propulzivne, pač bi rekel, mlade političarke SDS-a, ne, se pravi Zala Tomašič, ti, Karin Planinšek, pa recimo še Maša Medved, ne, zakaj misliš, da so tako alergični na vas, da take neke odzive sprožate, ker saj od gospoda Zorka do zdaj nismo bili navajeni, da bi pač recimo javno pozival, naj ga nekdo oralno zadovolji ali pa da naj se sami oralno zadovolji. Ja, to je dobro vprašanje, ne? In meni se zdi, da to kaže na res neke frustracije, ki jih on ima, sploh glede na to, da najbrž ni pričakoval tazga izida, ne? Da bo Zala tako šokirala s temi volitvami. In je pač narobe tudi napovedal najbrž rezultat volitev, potem je pa še eno nepremišljeno izjavo dal ven, folk se je obrnil proti njemu, ker pač nekaj tazga res ni normalno, to je pač seksizem in to je točno to, kar nam levičari očitajo, da mi to delamo, a ne? In se je ugotovil, da je mečkan mimo stekel, a ne? In potem je pač se ni hotel nazaj potegniti z opravičilom, ker to je malo kdo je tega sposoben iskrenega opravičila, ampak se je pač odzval na nek tak način, a ne? Mene tukaj pri tem primeru bolj moti to, kako si v bistvu drzne nek, karkoli on že je, nek analitik politični, kako si on drzne o aktualni evropski poslanki take stvari pisati. Ne, to je tisto, kar je meni bolj presenetljivo, glede na to, kaj vse je Zala dosegla, glede na njeno zgodovino, kje je študirala, kakšno izobrazbo ima, kje je delala, kakšne so njene reference, kako si on sploh drzne kaj tazga v njej reče, glede na to tudi, koliko je garala, ne, ker ona definitivno ni bila izvoljena zaradi tega, ker bi bila perfect match za desne, skrajno desne. Tudi ne vem, kje so dobili to besedo skrajno, ker čisto nobeno stališče, ki ga Zala zagovarja in ga zagovarjamo tudi ostali v Slovenski demokratski mladini, ni niti najmanj skrajno. A ne? Če že je skrajno, so skrajne stvari, ki jih zagovarjajo na nasprotnem političnem polu. A ne? Tako da ne vem, kako si on v bistvu drzne kakšno tako izjavo sploh dati ven brez sramu. Ja. Zdaj, Norma, ni se tu ustavilo, ne, pri Andražu Zorku se je nadaljevalo tudi z Natašo Sukič, poslanko Državnega zbora, ki sicer tudi kandidirala na teh evropskih volitvah, ni bila tako uspešna kot Zala Tomašič, kaj šele njena stranka Levica v primerjavi s stranko SDS, ne. Ona itak že cel čas daje javne izjave po teh volitvah, da fašisti rajajo in tako naprej, ampak je pa označila tudi Zalo Tomašič za malo fašistko, ne. Zdaj me pa zanima, Norma, a je zdaj to nek popolnoma sprejemljiv besednjak ratu pri nas, da pač neki izvoljeni politiki druge izvoljene politike obkladajo z vzdevki, kot je mala fašistka? Ja, mislim, da je to v bistvu naslednja stopnja, ne. Začeli se je kaj je bilo 2018, 2019, ko so mojega moža označili za fašista v Državnem zboru. Zdaj pa očitno, mislim, sodišče jih zaenkrat podpira. Čeprav vemo, mislim, meni je to tako, ne bi si nikoli mislila, da bo šlo tako daleč. Da si poročena s fašistom, ne? Ja. Da sem fašistova žena, tako rekoč. Ampak ja, pač to so, a vidiš, to so testirali, se pravi, Luka Mesec je takrat rekel, Brščič je fašist, ker se mu ni zgodil. In zdaj lahko Nataša Sukič reče, pač fašisti harajo v naši državi in Zala je fašistka, Zala je mala fašistka in tako naprej. In tako zaradi tega, ker imamo mi totalno nesposobno sodstvo, pač ni nobenih sankcij za take hude besede. In
potem pa mislim tako kot permisivna vzgoja, ne? Če ni posledic, potem pač vse skupaj se razpusti in se začne moralni propad. Jaz to tako vidim, da v bistvu oni poskušajo širiti, se pravi to okno, koliko daleč lahko greš, koliko je še družbeno sprejemljivo, in uspešno ga širijo, ne? To, mislim, jaz ne morem sploh povedati, koliko ne bi si nikoli predstavljala, da bodo šle stvari tako daleč, da bo v bistvu fašist ena taka, mislim, to ni neka kletna razprava v žlahti, ko jih je pol levih, pol pa desnih, pa se pol mal. Ne, to je poslanka Državnega zbora, ki izmerja evropsko poslanko, ko je bila glihkar izvoljena. Mislim, tako, a veš, ko bi mogli imeti, mal različne, nek gostilniški nivo, je pač gostilniški nivo, potem imaš pa politiko, ki bi nam mogla biti za zgled, tudi kako se te razlike nekako probajo priti skupaj v dobro ljudi, ampak vidiš, da to ni njihova prioriteta in da se tudi malo ne trudijo, da bi se nazaj držali, da bi se delali spodobne, da bi se delali vljudne, da bi kakršnokoli korektnost izkazali. Kar jih sicer, mislim, če pogledaš številke, se je žalostno, ne? Da je Zala dobila več preferenčnih glasov kot Levica, ampak to ni Zalina krivda. To je pač krivda Levice, da niso bili dovolj prepričljivi. Ne moreš potem pa unga, ki je zmagal, pa obtožiti, da pa ne vem, da je zdaj on neki kriv pa slab, pa pač to je ta tipična, se pravi, obrambni mehanizem, a ne iskanje krivca, in na žalost je to v naši družbi sprejemljivo. Posledice so pa v bistvu vse splošno nižanje kvalitete javnega diskurza. No, jaz, če se smem oglasiti, Ja, bi rekla tako, da v bistvu je Zalina krivda, da je dobila toliko glasov, ker iskreno, če se lahko tako izrazim, krivda, a ne? Ampak ona je to trdo delala. Ona ima to željo že 10 let, mi je rekla. Mi, da smo prijateljci, to je bila njena želja, tako res dolgotrajna, je delala že. Ona ni začela takrat, ko je prišla na listo. Ona je imela cel plan splaniran že 2 leti prej in to kampanjo in vse to so zelo premislili. No, tudi jaz sem sodelovala in to ni bilo nobeno naključje. Mislim, res nas je malo šokiralo, da jih je dobila skoraj 27,000, smo računali tam na okrog 15, ne vem, mogoče 20,000, no. Ampak to je bilo zelo pozitivno presenečenje. Se pa mi zdi, da so te napadi, ki se zdaj vrstijo tudi od Nataše Sukič in gospoda Zorkoda in tako naprej, se mi zdi, da se nasploh pač ta leva politična opcija in koalicija, no, da so se v bistvu ustrašili. Ustrašili so se tega, ker je rezultat, ki ga je dosegla Zala, res občudovanja vreden. In je fora tudi to, da enostavno se malo bojijo, ker se tudi ostale, ne samo Zala, tudi jaz pa ostale, ki si jih prej naštel, mlade punce se oglašamo. Zdaj pa tukaj en problem, a ne? Ti mlade punce ne moreš kar tako enostavno označiti pa diskreditirati kot gospoda Brščiča, ki smo prej ga omenili, ne? Ampak moraš tukaj dejansko malo javno mnenje mogoče malo bolj prepričati, kot kakšnemu moškemu nad 55 let, ki ga enostavno lahko označiš že fašista ali pa seksista ali pa karkoli, a ne? Medtem, ko mene zelo težko, zato ker nimam nobenih takih izjav, ki bi me lahko rekla, da sem fašistka, ker nisem fašistka, ne? Enostavno sem v Slovenski demokratski stranki, to ni nobena skrivnost in ta stranka, če slučajno niso opazili, ima v svojem imenu demokratska, a ne? In to je že tako in se mi zdi, da so se enostavno ustrašili tega, da bodo tudi ostali, da se prebujajo, da se enostavno ljudje prebujajo in ne nasedajo več tem praznim besedam Roberta Goloba in ostalim, ki obljubljajo pa 30 dni do specialista, pa pomoč po poplavah in tako naprej. Enostavno ljudje ne vidijo rezultatov, ker čakajo in na zdravnika, imajo in slabe plače, slabe penzije, na kmečkih penzijah in enostavno ne bodo več nasedali in to so tudi pokazale te evropske volitve. Norma, imaš ti občutek, da smo zdaj praktično vsi fašisti, ki nismo zdaj neka skrajna levica v smislu ali stranka levica ali pa neki zdaj zelo radikalni, goreči podporniki aktualne oblasti, se mi zdi, da je ta definicija fašizma se blazno razširila. Mislim, da tudi jaz pašem zraven, vsaj konkretno meni so recimo učitelj, da podpiram domobranstvo, pa mi lahko verjamete, nikoli v življenju nisem rekel, da podpiram domobranstvo. Sploh nisem vedel, s kje je prišla ta recimo vzročno-posledična zveza, da bi naj jaz podpiral domobranstvo, ampak očitno je to pač fašizem, podpiranje domobranstva, to nekako gre za isti kontekst. A imaš tak občutek, da zdaj v bistvu smo praktično vsi fašisti, ker pol
če je res kakšen fašist, se sploh ne bo Boginov prišel do izraza, zato ker je 3/4 Slovenije fašistov. Jaz mislim, da tudi nekega 55-letnega moškega ne moreš brez da neka njegove trditve navedeš, zakaj misliš, da je on fašist, ker moj mož recimo je zelo zagovornik prostega trga, vitke države, in to niso fašistične recimo, to niso njihove vrednote. Niso, ampak zdaj, da te korigiram malo, Norma, ne? Marcel Štefančič je napisal za tednik Mladina, da tudi če ni vseh znakov fašizma, je to še zmeraj fašist. No, potem smo pa tam, to bo me že spominja malo skoraj na tole COVID histerijo, da v bistvu kar vse je COVID, pa če ni, pa za zihar se pa vseeno obnaša, kot da je, ker v bistvu, mislim, če se pa ne moramo sploh več pol pogovarjati, kaj je, pa kaj ni, pa je to kar neka zmerljivka za nekoga, ki ti pač ni všeč, potem pa smo v bistvu zabredali zelo, zelo daleč, ker fašizem ni, mislim, to ni beseda, s katero bi jaz opletala kar tako popoldne, pa malo zmerjala ljudi, je to le neka zgodovinsko gibanje, ki je imel vpliv in to ne pozitivnega. Tako da, mislim, to sem želela reči, no, da tudi nekoga, ki je starejši, ki je moški, ki je, ne vem, pač nobenega ne moreš označiti za fašista, ne, da bi v bistvu navedel zraven, če se že gremo, zakaj je nekdo fašist. In to se pač ne dela, samo zmerja se, to se uporablja kot zmerljivko, kot neko diskreditacijsko oznako. Pač cilj je pa seveda diskreditirati nasprotnika in ga v bistvu s tem ad hominem argumentom, v smislu ti si fašist, tebe ne bomo poslušali, ali pa ti si fašist, nič, kar ti rečeš, ni relevantno, ali pa podobno kot seksist, mizoginist, pač vse te zmerljivke v bistvu ne služijo ničemur drugemu, razen da se v bistvu človeka pod pretvezo, da paše v nek okvirček, ki mu ga ta beseda, recimo fašist, prilepi, da se ga zaradi tega v celoti diskreditira in se ni treba ukvarjati z njegovimi argumenti in stališči, ki jih sicer predstavlja. Tako da to je, mislim, zelo žal, ampak se to ni nič novega. Jaz se spomnim že 2015, kako so se lagali. Spomnim se enkrat na Radio 1 je bilo soočenje pred referendumom in je novinarka je rekla, zakon omogoča posvojitve homoseksualnim parom. Kaj bi svetovali eni ženski, ki ni za homoseksualne posvojitve, pa drugače podpira pač te pedre in vse te stvari, samo za posvojitve pa pač ni. In se je Violeta Tomić gladko zlagala, da zakon ne predvideva posvojitev in da ne kar voli za. In mi je bilo tako, ti ljudje nimajo nobene morale, mislim, za njih cilj opravičuje sredstva in so pripravljeni iti tudi čez trupla. Tako da, mislim, želela bi si pogovora z enim levičarjem, ki ima argumente za to, kar pravi. Ker ga še nisem našla. Ne nobenega, ki bi bil pripravljen v bistvu javno se, ne vem, pogovoriti o splavu ali pa o migracijah ali pa karkoli. Samo te nalepke so vi ste fašisti, vi ste ksenofobni, vi ste to vnotri. Pa tako, ne, jaz nisem. Jaz pač samo hočem, da je tam, kjer jaz živim, da pač se kar eni ljudje ne sprehajajo z noži, pa pač ne počutim se varno. Jaz se želim počutiti varno tam, kjer živim in to je tudi moja, v širšem smislu, tudi moja država, ne. In pač meni to ni okej in se mi ne zdi prav, da kršijo naše zakone, da kršijo pač vse, kar mi verjamemo, da imajo čisto druge poglede na žensko, na ženske pravice, mislim, da sploh, a ne, ta muslimanski pogled, meni to ni blizu in jaz pač tega ne želim. In mi nekdo prepriča, zakaj bi bilo to dobro zame. Zakaj bi jaz mogla biti za to. Ker ni argumenta, zakaj bi jaz mogla to podpirati. Tako kot ni argumenta, zakaj bi mogla voliti za levico, ali pa ni argumenta, zakaj bi mogla podpirati pobijanje nerojenih otrok. Znanost je jasna, ampak spet, jaz imam tako občutek vedno, da v bistvu te stvari, ki jih jaz zagovarjam, so totalno jasni argumenti in zelo močni argumenti in kar pa oni so sposobni, pa samo neko mjavkanje, zmerjanje, označevanje in diskreditacije. Argumentov pa v bistvu nikoli nimajo. Ja, Norma, jaz se zelo strinjam s tabo, pa ti moram še to povedati, da
Prej, ko sem rekla 55-letni moški, ne, to je bil samo tak primer, da je res kontrast prikazan, koliko je v bistvu enega 55-letnega moškega lažje v bistvu označiti za fašista, pa noben sploh ne bo rekel, a sploh je, pa šel googlati njegovo ime, pa kaj on zagovarja, kot pa eno mlado Zalo Tomašič, ne, ker je pač tudi prisotna na socialnih omrežjih in enostavno jo pač mladi imajo radi, a ne. Samo to sem hotela reči, niti približno nisem mislila, da so pa 55-letni moški fašisti, se to je jasno, da niso, a ne. Ampak mi je pa zelo zanimivo, kako nas res prav tako etiketirajo in nam dajo to, da smo pač fašisti, tudi meni. Jaz sem zdaj tega, sploh odkar sem bila na tem streamu, ker sploh ne vejo ozadja, naprimer, ali pa da je tudi Branko Grims kar fašist ali karkoli, ker recimo jaz, če smo glih pri tem streamu, jaz sem to povabilo na ta stream, sploh nisem vedela, kaj se bo dogajalo, sem dobila 10 minut prej in sem se rabila v 10 minutah odločiti, ali bom šla ali ne, in potem se je vsa ta cela drama razvila, ne. In od takrat me valajo po medijih, po Twitterju, da kako sem skrajna, da je to v bistvu tudi neka prevara, ne vem kaj, ampak v bistvu jaz sem tukaj podprla, pa če sploh temu rečemo lahko podpora, ne. Jaz sem podprla to, da se mladi, se ne vem, so mladi, ki jih ne poznam, ampak da se neki moški čutijo dolžne zavarovati svoje ženske. To je meni zelo pozitivna stvar. Zdaj pa, če se bo izkazalo, da so to kakšni pripadniki skrajnih gibanj, upam, da se ne bo, ker potem pač bojo mojo podporo izgubili, to sem že vnaprej povedala. Ampak jaz v tem ne vidim nič slabega s tem, da, dobro, ne smejo se najbrž posluževati nobenega nasilja, pa to se tudi najbrž ne. Ampak dokler oni delajo neko družbeno koristno delo, da samo tam parodirajo po ulicah, jaz ne vidim v tem nič slabega. Ne vem, zakaj so me zato označili za skrajno, ker ne podpiram nobenega nasilja. Ne. Pač podpiram pa to, da se spoštuje zakonodaja in da je zakon enak za vse in za tujce, ki pridejo sem ilegalno in ne bi smeli v bistvu tukaj nič početi. In tako, kot je Norma rekla, ogrožajo dobesedno našo varnost. Zdaj se v preteklem mesecu se je zgodil toliko enih incidentov od napada z nožem. Jaz sploh ne vem, če širša javnost to ve, ker mediji so te članke imeli čisto spodaj. Je bil napad z nožem na avtobusu, ko je ilegalen migrant v bistvu porezal 10-letno deklico in jo potem še sledil domov in ona je rabila iti na UKC si zašiti rano. Mislim, kako to ni najbolj alarmantna novica, ker v Nemčiji, naprimer, ko so tistega policista ubili, ki ga je migrant ubil, to je bila takrat, mislim, to je tudi zelo rezultiralo, da so imeli Nemci tak desen rezultat na volitvah. In jaz ne vem, Slovenci pa kar naši mediji učijo, policija ne daje nekih informacij ven in me malo skrbi, in zato se mi zdi, da so take skupine fantov dobrodošle, dokler se ne izkaže, če se izkaže, da so slučajno pač pripadniki kakšnih drugih. Zdaj, eno so mediji, ampak Zala, Norma, kaj pa recimo odziv uradnih institucij? Recimo imamo zdaj pač Jana Vajgla, imamo Andraža Zdorka, imamo v končni fazi Natašo Sukič. A ste videli pričakovali, da bo kdo recimo na to odreagiral? Vemo, imamo tudi nek strateški svet za preprečevanje sovražnega govora, imamo vodstvo državnega zbora in tako naprej, imamo Evropski parlament, praktično nihče se ni odzval. Kako vidve to komentirate? Ja, mene to ne preseneča zaradi tega, ker kot sem rekla, to so vsi naši in seveda, da se ne bodo distancirali od nekoga, ki je njihov pa za njih dela. Je pa mislim žalostno, ko v bistvu vidiš, ne vem, Tadeja Strehovca so preganjali zaradi sovražnega govora, ker je rekel, da ima otrok pravico do mame in očeta, pa je to ena, mislim, tako, a če je pa to kaj skrajnega, pa res, mislim, pa... Ja ne, Norma, se tudi, če voščiš Božič, mislim, da je že sovražni govor, ne? Ja, a vidiš take stvari, ne? Vesele praznike, ali kako je že? Ja, veselo to, kar vi praznujete, mislim, čisto v tej želji, a ne, ampak potem pa seveda se pa unim pa posebej vošča, ne, ko imajo 14 dni za nami, tistim pa poimensko. Lej, to samo vidi se v bistvu to sovraštvo do lastnega naroda, do enega zdravega jedra. Mi smo se zdaj preselili na srečo ven iz Ljubljane, tako da imam manj stika s tem. Zadnjič sem bila prav šokirana, prav ne bom se več vodila z vlakom, pa je bilo to ob 8 zjutraj. Ni bilo to ob kakšnih sumljivih urah. Mislim, čist sredi belega dne, ampak enostavno moje mentalno stanje ni vredno, da si bom nekaj dokazovala, da kako bo vse okej.
Ker tudi recimo moj otrok se zelo rad vozi z vlakom in pač potem ob vsaki priložnosti, ko jo pač izkoristva. Ampak ni vredno. Ni mi vredno, ker mi je tako, noben me ne bo zaščitil, ko bom jaz tam na UKC-ju razkosana, pa ko bo moj otrok porezan, nič se ne bo spremenil. Ne bodo pol začeli zapirati mej, pa biti, ne vem, sočutni do žrtev, se pravi teh, ki jih migranti poškodujejo in pač delajo z njimi vse, kar se ne sme. Zala. Ja, če smem vprašati, kaj pa se je zgodilo na vlaku, ker nisi povedala, kaj se je zgodilo? Ja ne, pač samo nič se ni zgodilo še, ampak samo tisto občutek, ko stojiš na postaji, jaz pa sinko na skiroju in potem tam 20 metrov stran pa 10 temnopoltih moških, ki sicer so viseli na telefonu, ni bilo nič, da smo kaj laufali, pa da so šli z noži, ni bilo tako hudo, ampak tako, pismo nikoli ne veš, sigurno bi tam najdel kakšno orožje, če bi kdo pregledal, to sem skoraj ziher. Zdaj, ampak a more priti tako daleč, da ga ven potegne, pa da bo tekla kri, a bomo potem se šele zbudili. Pa se si ti povedala, da so eno punčko. Se krije že tekla, Norma, krije tekla. Pa nič se ne zgodi, ne, pa tudi v tem primeru ni bilo nobenega obsojanja z institucij, tako da za neke neprimerne izjave njihovih ritoliznikov, sigurno, da jih ne bodo se zdistancirali od njih, pa jih kakorkoli sankcionirali. Meni je zelo všeč ta izraz, ki si ga uporablja, da je v bistvu sovraštvo do lastnega naroda. To mi je res prav tako nek self-hate, ker jaz res ne vem, kaj je narobe z ljudmi na oblasti, ki spodbujajo to, da nam ustvarjajo okolje, ki dobesedno ni varno za naše naslednje generacije. In tudi vidimo, kaj se dogaja, prihajajo delovni migranti, ekonomski migranti, kličemo jih kakorkoli, ne, ampak dejstvo je, da ima tudi slovenske družine pri 30-ih, povprečje 30,9 na zadnje, ko sem preverila, da imajo takrat prvega otroka. In dejansko nas bojo brez orožja nadomestili. Brez kakršnekoli nasilja, to se bo samo zamenjalo. In multikulturalizem pa vemo, da ni dober. Vsi, ki imamo Twitter, pa imamo s tem tudi dostop do nekih necenzuriranih informacij, vidimo, kaj se dogaja s tem multikulturalizmom, pa kakšni so dejanski incidenti. Ampak tvoje prvotno vprašanje je pa bilo, če se bojo odzvali. A so se odzvali, ne vem, jaz drugače Nike Kovač, pa mojih prijateljci iz 8. marca, nisem zasledila, da bi kjerkoli označila seksizem za Zalo Tomašič. Jaz tega nisem, ne vem, ali sta vidva, jaz nisem. Tudi kakšna Nataša Pirc-Musar, ki se drugače za človekove pravice baje, da rada oglaša, pa za take stvari, tudi ne vem, a se kdo od teh, ki so neki vidni obrazi, se je oglasil, ko je tisti migrant porezal 10-letno punčko. A se je? A je bila to prva novica? Jaz se ne spomnim, da je bila. Mogoče na Novi 24, ampak to je pa to. In se mi zdi to zelo sporno, da se neki funkcionarji ne oglašajo ob takih stvarih in upam, da se bo to čim prej spremenilo, res, ker tako naprej ne vem, kako bo šlo. Ja, bomo videli, kaj bo prihodnje. Za danes pa Zala Tomašič, Norma Marija Bršič, najlepša hvala za tale naš pogovor oziroma Zala tebi za gostovanje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, zakaj so antijanšisti lahko šovinisti, že 1051. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali fenomen Biden. Bodo ZDA res dobile opravilno nesposobnega predsednika? Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.